te še uradno pozdravljam. Nekaj časa se že poznava, ne? Par let pa že, A se ti spomniš? A pa drugače bom vprašal. Jaz imam v spominu, da se je tvoja obdobje tvojega okrepljenega družbenega političnega angažiranja v bistvu, pa me popravi, če sem preveč samovšečen, ko bom to rekel, da se je ta tvoja epizoda v bistvu začela nekega popoldneva v Kopru, ko so se v stanovanju na Markovcu 2 ure, brez da bi vedela, da se bo to zgodilo, pogovarjala o aktualnih družbenih vprašanjih in elementih, momentih globoke slovenske politične krize. A si ti tudi to tako zapomnil? Spomnim se te debate, ja. Ko si takrat si omenil, pravil si, da so te kot ustavnika zelo grdo pogledali, ker si začel zagovarjati nasilne demonstracije in rekel, da je edina stvar, ki bo obranila to družbo, ne vem, ker manj prispevku si omenil nekaj v tem smislu, popravljam, če se motam, že dolgo so o tem debatirali, no, skaj to si omenil in da so rekli takrat, da kot ustavnik tega ne bi smel reči, ampak ti si vseeno rekel, da stojiš za tem, da pač ne moramo tako goveje slediti temu vodstvu in požime naše politike. Estradnikom in njihovim zadevam in da je skrajni čas, da se upremo temu na ulici in da se to prekine. Podoben je bilo. Ni bilo čisto, ni šlo za to, da sem izrekel podporo nasilnim demonstracijam, ampak drugače sem rekel sem, da tako je bilo interpretirati, ampak rekel sem, da vkolikor bi želeli na kratki rok doseči radikalne politične spremembe in se pogovarjati o neposredni demokraciji kot nečem, kar bi res imeli za praktično uresničljivo, ne samo kot abstraktno idejo, da bi v tem primeru morali vse politike nagnati svoje funkcije in če ne bi želeli oditi, bi jih revolucionarno seveda morali z lastnimi rokami vršiti na ulico. Sicer se moramo pa še naprej pogovarjati o spremembah v okviru obstoječega družbenega političnega sistema. No in ta izjava je bila takrat interpretirana. No, tega pogovora se spomnim, to je bilo to. Jaz se pa tudi spomnim, da si pa ti mene takrat vprašal, zakaj se pa jaz osebno zadovoljujem s tem, da samo javno komentiram, kaj napišem, kaj izdam in tako naprej, zakaj se ne odločam je bolj aktivno v politiko. In se spomnim takrat, če se boš ti tudi spomnil, da sem ti odgovoril, da zato, ker se mi zdi to popolnoma brez veze, ker se prvič sistema niti na srednji rok radikalno ne da spremeniti, drugič, ker sam ne moč nič narediti, in tretjič, tisti trenutek, ko bi ljudje s privilegij in z močjo ugotovili, da si morda celo prišel do nekega vpliva, bi te medijsko ali drugače čez noč umorili. In ti si takrat molčal, se jaz spomnim, potem čez par tednov, ker so se pa spet slišala, si mi pa povedal, da pa ti zdaj o tem razmišljaš. V bistvu ne, nisem razmišljal o temu, da se bom šel neko politično pot, da je pravzaprav, dokler me ni vse to samo pripravljalo do tega, nisem nikoli razmišljal. Razmišljal sem pa seveda o tem uporu in vsem skup, še preden smo se midva dobila, ta najna debata je bila sigurno poglobila razmišljanje o tem. Ker mene pa veš pred to jesenjo 2012, preden sem se kaj začel dogajati, sem se zelo čudil, kaj se je zgodilo s tem narodom, da mirno prenašamo te estradnike, kar se mi zdi perfekten izraz, ga bom še uporabljal, na njihovih mestih, da nič ne naredimo, da se ne upremo, da stvari stojijo. Pa je prišel ta upor, ki se je zgodil in skratka, ampak pa se je tudi s tem uporom zgodil, kot se je zgodilo. Si ti ustajnik? Ne vem, lahko mi rečeš ustajnik, ne vem, ja, verjetno. A imaš rad, da se ti reče, da ti drugi rečemo, da si ustajnik? Ne, nimam rad, rebeliran nimam rad, ne takih, ne drugačnih, ker se ne bi
identificiral s tem vstajništvom, tako da bi rekel, da sem pa zdaj tak vstajnik. Ja, valjda, zdaj upornik, mi je ljubši izraz, ker je še vstajnik. Zdaj to me zanima, to razliko si zdaj si mi pomagal, si naredil upornik pa vstajnik. Torej, če prav razumem, ti in tvoji kolegi razumete vstajništvo kot nek koncept, ki je ljudem, ki so v določenem trenutku na ulici izrazili protest zoper slovensko dnevno politiko, kot so ga izrazili, so pridobili status vstajnikov. In je to postal družbeni status, ki odraža dogajanja na ulici v določenem časovnem obdobju v slovenski novi zgodovini. Je to potem status? Je nek status, ja, ki se je dogodil. Ki se je pa dogodil, ker v bistvu te proteste do VLV-ja, ki se je organiziral drugi, s tem nimam nič, VLV, se pravi vse slovenske ljudske vstaje, jih pravzaprav noben ni imenoval vstaja. Imenovali so se pač protesti, demonstracije, kakorkoli jih je pač imenoval. Pol je prišlo do tistega največjega protesta, ki je bil na obnočku, bi se tudi svet končal, ne vem, kaj bo to že za en december, po majevskem koledarju. Po majevskem koledarju, tako. In takrat se prvič pojavil, da to poziv ljudem na vse slovensko ljudsko vstajo. In takrat se je začelo to imenovati vstajo. Ja, in pol verjetno takrat naprej, seveda, ki smo sodelovali pri tej zadevi, smo bili nekaj vstajniki, seveda. In vstajnik, torej status vstajnika lahko zase, bom rekel, ali pa sebi pripiše, ali pa mu vi pripišete, samo tistim, ki so se v tistem časovnem obdobju udeleževali aktivno dogajanja na ulici. Ne, jaz mislim, da ta status gre vsakemu, ki je podpiral to na kakršenkoli, lahko je na moralen način, lahko od doma samo pesti držal. Torej sem jaz tudi vstajnik? Če se ti zdi, si. Ne, tebe vprašam. Kar se mene tiče, si, absolutno si. Ker ti so v tem tudi knjigo izdal, ker si me prijazno pač citiral. Ker so tvoje ideje v bistvu sigurno bile ideje, ki so podprle to gibanje vstajniško in se tudi niso tukaj zakrožile. Se pravi, na nek način sigurno si vstajnik, čeprav nisi bil na ulici. Si del tega gibanja. Do nekega momenta bi lahko rekel, sploh tem tvojim poudarjenjem, ustavnega koncepta, pravega koncepta, si bil tukaj sigurno dejal ta idejni gon vsemu temu gibanju, ki je, se takrat se je v bistvu v samem začetku tukaj ni šlo toliko za neko prekucništvo, oziroma niti ni bilo menega enotnega koncepta, kaj bi pravzaprav, kako bi spremenili družbo in kaj bi pravzaprav radi, ampak je šlo za to samo, da se stvari postavijo na svoje mesto, da se te stratniki nehajo, da se vrne politiko ljudem, da se politike začne služiti ljudstvu, ne obratno, oziroma ne kapitalu in tako naprej. In iz tega so se pa pač seveda iz tako nekoncepiranega gibanja, so se pa rodile zelo različne struje, ki so takšne in drugačne. Hvala ti, nisem vedel, da tako prijazno gledaš na ta moja početja. Ja, mislim pa, da vse nisem pripisoval tazga vpliva, vse pa ob tem, ker si rekel, dobro počutem. Ali si, torej, Lenart, kako močno si, vsaj malo si zagotovo, razočaran nad tem, ker je nastalo iz tistega gibanja, ki se je takrat zdelo, da bo pa morda res privedlo do nečesa, kar bomo videli, občutili in označili kot dovolj novo, da bi govorili o tem kot o neki prelomnici. V bistvu nisem razočaran prav zelo, zato ker sem to še zelo nekaj intervjuju sem rekel, da se bo to gibanje razvodenelo, tako kot se je razvodenelo, in to točno zaradi tega pomankanja enoumja, v pozitivnem smislu, se pravi nekaj poenotenosti, ideološke poenotenosti k skupnemu cilju, je tukaj razpadal vse zelo hitro na neke desne skupine, ki so se tukaj pridružile, na neko pač združeno levico, ne bom rekel skrajno levico, ali pa v naše družbene razmere skrajno levico, anarhisti so odšli po svoje. Skratka, zgodba se je razstopila po teh skupinicah. Za pričakovati je bilo od samega začetka, da bo to gibanje po padcu Janše
se je razvodenilo. Ker na nek način je bilo v bistvu, že od samega začetka ugrabljeno, po moje, že v samo štartu, medijsko ugrabljeno in pograbljeno za to, da se je rušil Janšo. In ko je bil Janša zrušen in takrat, ko bi se moral začeti spreminjati sistema, ko se to ni več zaželi, so mediji to zapustili. Zdaj ne bom rekel strici iz ozadja, ko so meni enkrat neki desni mediji ali reporter pa politikus pa slovenske novice obvesali, da je pa ustajniški vodja, čeprav pa nisem bil vodja, oziroma organizator ustaja, da je priznal, da so jih strici iz ozadja vodili, tega nikoli nisem rekel. Pa tudi takrat sem vedno poudaril, da nisem v življenju organiziral nič drugega razen parih žurov, da nisem organizator ustaja nikoli. Nisem sam zraven, v enem določenem momentu me je prinesel na neko malo bolj vidno pozicijo. A si takrat sklenil v tistem času prišla nova prijateljstva? Pomembno. Absolutno. Kaj je ta čas pomembno? Kako je neposredno vplival na tvoje življenje? Na moje življenje je zelo dobro vplival. Ne zaradi premraženih nog in vsega ostalega, ampak predvsem zaradi tega, ker moram reči, da pred tem časom se nekaj jeza stopnevalo meni, nisem je pa še ponotranil to, da bi ne razmislil. Ta čas mi je pa prinesel razmislek vsem skrat. Eno ogromno novo znanje, ki ga prej nisem imel. Prej nisem imel pojma, kako funkcionira zadruge. Prej nisem imel pojma, kaj je to UTD, univerzalni temeljni dohodek. S temi stvarmi se niti nisem ukvarjal. Tukaj, ko sem se združen z novimi ljudmi, ki sem jih spoznal, tukaj Damjan Manders, Miha Pitako, Robi Horvat je bil skozi mano na Ostajah, sem nekaj poznal že cel življenje, tako da nam rekel, da so nekaj Ostaje prenesle. Skratka, je, sigurno mi prenese nekaj ljudi, ki jih imam zelo rad in za kjer sem hvaležen, da jih poznam in s katerimi še zmeri so plodne, debatni večeri in tako in se mi zdi, da to je fino. Po tej strani meni osebno sem zadovoljen, da se je to zgodilo. Tudi se mi zdi, da je bilo zelo pozitivno nasploh za predramljanje te družbe. Ljudje so začeli bistveno bolj se pogovarjati o politiki, bistveno kritičnejši smo postali, se mi zdi kot družba. In to ne samo en ožji krog ljudi, ampak v bistvu en krog ljudi, ki prej sploh niso razmišljali, ki so razmišljali o teh estradnikih, pa če vsak ne vijuke na nogometni tekmi za svojega, da bi se pravzaprav poglobil to, kaj ta njegov sploh počne. Sprav ta kritičen razmislek se je pojavil v družbi, na širši ravni kot v nekih čitalniških krogih. In to se mi zdi dobro. Zdaj, koliko je pa to ostalo, pa ne vem. Zaradi tega, ker ljudje smo taki, da si radi poenostavno življenje, biti kritičen na dolgi rok postane naporen. Se pravi, vsi opažam zelo veliko ljudeh, da še zmeri sanjarijo o tem, da se bo ta čas pred 2007, se pravi, ta čas rasti, izobilja, neskončnega zapravljanja za stvari, ki jih sploh ne rabiš, da se bo to vrnilo. Jaz mislim, tega časa je enkrat, tega je konca, da to je iluzija, da bi se to kaj vrnilo. Tudi, če se družba stabilizira, ne stabilizira na ta način navidezno, ker vsej že napovedujejo nove balončke, ki bojo lihkar popokali pred vrati nam, da grozi še večja kriza, če se stvari ne bo vrnile, zaradi tega, ker pač to eksponentna rast trošenja lahko pripelje samo do katastrofe. Se pravi, nekako je treba se začeti razmišljati o tem, da trošimo za tisto, kar rabimo, ne za tisto, kar ne rabimo. Mogoče razmišljati o drugih vrednotah, kot samo imeti, ampak mogoče biti v družbi prijateljev, debatirati, se odpirati. To se mi zdi so pomembnejše zadeve, ki si pa ljudje nekako bojimo. Sploh Slovenci, ki smo zelo zaprti. Slovenci smo taki hecni, ker se zvečer najraje zapremo v 4 stene, gledamo televizijo ali pa gremo spat, nekateri celo še gledamo kakšno knjigo, večina jih ne. Po drugi strani, se pa spomnim, ki sem bila z ženo, z Andrejo, leta 2005 v Veroni, in so šla zvečer ven, in je bil mest poln ljudi, Ni tako, ker pa je bil nekaj jesen, tako, ker pri nas jesen, ampak ker po Ljubljani zvečer ven so v njih par lokalov, pa so v glavnem turisti, malo redko, kjer je Slovenci, pa že te grejo hitro tam. Tam so bile pa cele družine vzorne, si imel lokalov, kjer so hodili ta stari, si imel lokalov, kjer so hodili mladina, se družili to svoje in začel, polno očik se je začel ven, ta teni, so se ta stari in mladina skupaj dobili in šli skupaj domov. In se mi zdi, Italijani imajo to zlo, to odprtost do komunikacije, do druženja z drugimi, do novih znancev in prijateljstva, se mi zdi, da to veliko bolj
In tle v obdobju vstaje, se mi zdelo, da se prav spet ne to masa ljudi, ampak s komerkoli se pogovarjal, ker enkrat so bili te, vsi ljudje, ki so bili tam, so bili odprti in pripravljeni se pogovarjati o čemerkoli. No, zdaj se pa spet to nekako zaprli. Spet smo se v svoje školkice poteknili in smo nad 4 stenami in upamo na to, da bomo imeli malo zadostna kartica, da se bomo zapodili v City Park in lahko kupovali nekaj, kar je tako narado. To bi te še malo zahakljil. Zdaj, če sem te prav razumel, si rekel, da se ti zdi, da je vendarle po tem obdobju, ko se je nekaj dogajalo na ulici, jaz temu rečem predvsem druženje, in ne vidim, kot da je bilo to karkoli več kot to, da imaš občutek, da se je kritično mišljenje med ljudmi nekoliko razširilo. Jaz, na primer, tega ne vidim, oziroma ne občutam. In te sprašujem, kje vidiš, kje občutiš to razširjenost. Namreč, če navedem samo banalen primer, torej, dopuščam teoretično možnost, da zgolj na podlagi zadnjih volitev in dejstva, da je na teh volitvah zmagal človek, ki personalizira prazno lupino, zgolj nastopaštvo s pomočjo floskul z uporabo 50 besed in približno 17 stavkov, kjer vsakič izreče uporabi besedo etika in jo vrine med besedi nekako in na nek način, kjer je postavil državni rekord v volilnem izidu. Dopušča možnost, da to ne pomeni, da predtem ljudje v Sloveniji niso bolj kritično razmišljali in da jih ni več kritično razmišljali, dopušča možnost, da smo Slovenci enostavno osupljivo butast narod. Ampak tukaj je zdaj kolega. Ali smo res tako izrazito neverjetno butasti, ali se to kritično mišljenje ni prav nič razširilo. Torej, ti, kot te razumem, dobroverno, dobronamerno in skoraj da domoljubno verjameš, da zadnje volitve niso dokaz ne tega, da smo kot narod ekstremno zabiti, niti tega, da absolutno nismo narod kritično razmišljajočih ljudi, osveščenih državljanov, aktivne, delujoče, razvijajoče se civilne družbe. Tukaj ti vnarja rekel, mogoče postavljaš za to, celotno to ljudstvo, malo previsoke standarde, da bi jim priznal... Ja, jaz poskušam slediti... Jaz verjamem, da poskušam slediti zgolj minimalnim standardom, ki bi jih pripisal mišljenju in razumevanju 5 let starim otrokom v vrtcu, recimo. Ne bi pričakoval nič več od slovenskih državljanov. Tam nekje bi se ustavil, v 5 letih. Jaz bi rekel, to starost 5 let so absolutno dosegli volivci Združene levice. Potem, ko volivci Solidarnosti v njih parkih je bojo presegajo. Moram malo navijati. Ne navijati. Ne biti navijaški, ker pol te bom poskušal pobiti. Nova več prijatelja. Jaz se ne mislim sebe, ampak sploh zdaj, ker sem dobil na upraven stroj. Tako da povej tako, kot resno misliš. Ne, resno mislim in to pravim, da jaz mislim, če govorijo o tem volilnem telesu, je ta masa ljudi, ki je volila Združeno levico, jo je volila zaradi neke vere v spremembe. In ne glede na to, da gre tukaj za nek nizek odstotek ljudi. To pomeni ta nizek odstotek ljudi, ki se je zdaj sprožil, ga prej ni bilo. Na drugi strani bi jaz ta plitvo maso, ki je izbrala Cerarja. To je pa ta masa ljudi, ki je nostalgična za čas. A je tako se piše premijer? Pozabi se. Ja, Cerarja, smera. Zelo Mirko iz drugega B mu je nastavil. Kako mu pravi? Mirko iz drugega B. Zanimiv. Kaj si kakšne tekste prav? Ja. Ampak za ta masa ljudi, ki njega volila, je tukaj
prepoznala to svojo veliko željo, ne, da bi prišel nazaj Drnovšek, ne, da bi prišel nazaj ta LDS in da bi se vrnili spet te zlati časi, v kateri smo živeli. Ne. Zlati časi, ki se ne morejo vrniti. In Mirko, ne, tukaj za to etičnostjo, ne, malo spominja na Drnovška, ki je tudi na koncu v zadnjih letih pred smrtjo na veliko govoril o etičnosti. Ne, in tukaj se ta Mirko je zelo prefrigana figura. Ne, on ni totalen bedak. Ne, to mu ne moramo prepisati, ker če eno prepišeš, da je bedak, pa se naprej zgubo. No, predvsem se je izkazal kot presenetljivo dober politik. Absolutno. Politikant tudi, no, ampak real politik. Estradnik. Ja. To, kar je dosegel, je s tako malo truda, s tako malo napora in s tako preproščino, to je res odraz, to bi, skoraj si želim verjeti, da je to odraz človeka, ki razume, da so tudi v 21. stoletju stvari v družbi res neverjetno preproste in enostavne, ko gre za vprašanje uma in inteligence. Ja, absolutno, tukaj se strinjam. Ampak, če ne ti pravim, on je to dosegel s tem, ker je dal ljudem to upanje, da se zna vrniti tisto, kar so imeli pred. Ne? On ni dajal upanje v prihodnost, ker to je bistveno težje narediti. Ljudem naslikati, gledajte, prihodnost, ki če jo hočemo imeti lepo, moramo narediti to pa to. Ne? On je dal občutek, ne, aha, spet bomo lahko živeli, tako kot smo si želeli živeti, se pravi, ne, točno tem 4-letnikom, ne, kar praviš, da nismo še pri 5-letnikih, pri njegovih volilcih, te 4-letniki. Ja, tako je nekako. Pa se bomo kupovali nove igračke. Ja, ne, če 3-letnik želi imeti vse igrače na tem svetu, 4-letnik teh igrač ne bi delil. Ja. Z ostalimi otroki, 5-letnik pa že malo razume, da mora včasih posoditi tudi komu drugo igračo, pa jaz mislim, da smo nekje pri 4. Ja, tako, ne? No, ampak Lenart, ti si le malo starejši od mene, jaz sem letnik 75, ti si pa malo več. A so to res bili zlati časi? Ali mi gojimo, tako kot v povezavi s socializmom in s človekovo nagnjenostjo, da se v gnevu nad sedanjost vrača v tisto, kar si je pozitivnega zapomnil iz preteklosti, ali mi gojimo samo neko fantazmo o tem, da so to bili zlati časi. Ali se je takrat v slovenski družbi dogajalo kaj bistveno drugačnega, kot se dogaja danes? Bistveno razlika je bila to, ne, da pred letom 2007, se prav v njih letih 2004 in 2007, ne, ker bi jaz rekel, da smo verjetno dosegli svojo špico, ne, je bilo zelo težko najdeti za kjerkoli delovno mesto nekoga, ki bi bil pripravljen ti delati pod določenim denarjem. Ne. Se pravi, dela je bilo v izobilju. Kredite dobiti takrat, veš, da je bilo, ne vem, če veš, ampak takrat se je dal zelo na to. Jaz te hvala Bogu nisem, ker sem jaz skozi nekaj, zdaj to sem bil. Ampak, kar se pa tiče zlatih časov, ne, ja, tukaj je heca, ne, nekateri se zdaj, to mi je pa ta hecna perspektiva, ki si omenil, ne, socializem, pa ta vera povprečnega volivca Združene levice, ne bom rekel povprečnega, ne, ker je veliko mladih tukaj, ne, ampak starejših kadrov, ki volijo Združeno levico, ne, nekritično odnos do Jugoslavije in do socializma in do tega, kako se je tudi v tej državi ni bilo vse z rožicami in poslanic, prav to, ta prizma je že to več nazaj, da se je to pozabili in zgledal se je, da je to zanimivo, ne? Ker ni bil, ne? V bistvu, kar jaz živim, ne, dobro, zlati časi so zlati časi, ko si otrok, ko ne spremljaš teh zadev na ta način, te pravzaprav ne motijo, ker živiš v svojem otroškem svetu. Če gledam pa tukaj iz nekega zgodovinsko, sociološkega preseka, jaz rekel, da edini zlati časi, ki je ta svet dosegel, zahodnem svetu, govorim, ne, v tretjem svetu, so bili verjeten v času po koncu hladne vojne. Ne? Ker takrat je bil edino obdobje, ne, kot ta poprečen zahodni državljan ni bil prestrašen. Se pravi, ni bilo mene resne grožnje od nikjer, zdaj se je, da zdaj je to vse super. In zdaj gre pa samo še sky is the limit in gremo. In tukaj jaz mislim, ne, da se je pol zataknili zaradi tega, ker smo te, ne, zahodnjaki začeli pričakovati preveč. Ne, in smo zaradi brata čisto preveč kritičnega vodstva. In čisto preveč kritičnega politike in nas je bilo treba prestrašiti, ne sploh Američani. In potem se je zgodil 9.11 in tako naprej in se je ta strah začel vračati v družbo. In zdaj imamo begunce in tega nosi strah.
pa islamisti bodo zasedeli Evropo. Ti si se, daj včeraj, predvčerajšnjem si se udeležil enega shoda v podporo sprejemu beguncev pa proti... Ti se pogosto udeležuješ teh javnih dogodkov? Udeležujem se iz enega, to pa verjetno je tudi ta pogovor, ki smo ga imeli takrat, ker če se ne bom udeležil jaz, kako lahko pričakujem od kogarkoli drugega, da se bo udeležil. In če se ne bo udeležil noben, pa se dogodek ne bo zgodil. In zaradi tega gremo na te dogodke. Ampak kaj tak dogodek pomeni? Kakšen pomen ima tak dogodek? Naprimer, zdaj ti pa prepuščam ti zdaj sebe, da si do mene kritičen. Jaz se nikdar ne udeležujem teh javnih dogodkov, še nobenega se nisem udeležil, ne načrtujem, da bi se ga udeležil, počnem, kar počnem. Absolutno se pa, če tudi sem strasten športnik, ne udeležujem dogodkov, kjer zaznam besedo dobrodelno, humanitarno ali pa početi nekaj za druge. Naprimer, izrekel bi globe, visoke globe ljudem, ki zase zatrjujejo, da tečejo za druge, recimo. Pa se udeležijo teka These Wings for Life. Ali pa recimo gredo na Brdo pri Kranju in ob tem, ko tečejo zase, prepričujejo sebe in druge, da tečejo dobrodelno za nekoga drugega. Mislim, meni se to tako gnusi. Jaz imam do tega tako odpor in to tako obsojam, da ne znam tega izraziti niti z besedami. Tečem pa zase in bom še kar naprej tekel zase in kadar bom hotel narediti kaj drugega, bom naredil nekaj, kar sicer ne počnem zase. Tudi če bom kaj napisal, bom to napisal v prostem času za nekoga, ne bom rekel, da sem tisto, kar sem napisal zase ali pa za svoje habilitacijske točke ali pa zato, ker sem hotel izdati knjigo, napisal za nekoga drugega. No, in to sem hotel vprašati, ali misliš, da res ti javni dogodki niso samo mimikrija, samo kulisa, ki daje javni vtis, da se nekaj dogaja, da so določeni ljudje osveščeni, da obstaja tudi neko podporno gibanje, da smo humana družba, da smo družba humanistov, v bistvu imajo pa ti dogodki neko povsem drugo funkcijo, ki s tem deklariranim namenom nekoga podpreti, mu pomagati, izboljšati okoliščine in situacijo, v kateri se bo morda jutri znašel, da s tem nimajo nobene veze. In da samo pridodajajo nujni potrebni legitimnosti oblasti, javne oblasti, ki za te probleme naredi premalo, hkrati se pa istočasno sklicuje na to, da naredi dovolj, ne nazadnje zato, saj vendarle dopušča in podpira take dogodke. In vsakič, ko javna oblast jasno in glasno podpre tak dogodek, reče se, mi smo del tega dogodka. Vsi smo skupaj. Ja, in točno to mi pada, če ne misel, ravno ko se je začel dogajati ta dogodek, je Juncker podprl tudi prihod beguncev iz Sirije v Evropo. Kar je lepo in prav, da podpira, tudi če je Juncker, karkoli on naredi, pa je sumljiv do vsega skupaj. Pa hočem reči, zdaj da bi rekel, da sem šel včeraj tega zase, delač od tega, ker včeraj se mi ni ljubiti iz Žej v Ljubljano in sem šel res zaradi nekega občutka, da pač moram jeti in sem prišel. Se mi pa zdi, da je bilo fajn, da se je ta dogodek zgodil, zato ker po drugi strani pa določeni mediji, pa določene skupine tako radi vedno znova žigosajo Slovence kot male, ksenofobne, paranoidne ljudi. In če bi se slišali, samo pač to desno plat, to paranojo pred to islamizacijo Evrope. Zdaj bomo sprejeli 1000 beguncev, ki bodo islamizirali Slovenijo, pred tem, da ne vem, koliko poslancev že leta in leta živi, ki so muslimani in niso islamizirali Slovenijo. To se mi zdi ena taka patetika, ki je bilo treba reči ne. In zato se mi zdi ta dogodek fajn, da se je rekel na glas ne.
In tudi tista dva človeka, ki sta se izražala za NSI-ovca in sta imela plakate o temu, kako je Evropa krščanska država in se jih je izžvižgali in vse skupaj se mi zdi fino, da sta se pojavila, da se jim je dal na tem dogodku vedeti, da ne, nočemo te fašistične prestrašene Evrope, kjer nas bo strah nekih islamistov in ne vem česa, ne, in vidiš ljudi, ki so v bedi in jih tako označaš, aha, lega, ta je pa malo prenobel oblečen, pa še iPhone ima ta je pa zikar islamist, ki se šverca Evropa, pa bo bomo nastavil. Lenart, a bi šel na dogodek, na javno zborovanje v podporo temu, da se ženske pripadnice islamske vere pusti primeru v njihovi odločitvi in želji, da v javnem prostoru so oblečene v burke ali kako drugače, na način, ki neposredno odraža njihovo pripadnost določeni veroizpovedi in ki se že takoj na prvi pogled močno in očitno razlikuje od načina oblačanja sicer pripadnic večinske družbe. Ne bi šel. Zakaj pa to ne bi šel? Zato, ker sem absolutno proti temu, da se ženske pakira v burke. Dal bi jim to kot svobodno izbiro, kolikor ona sama, brez nekoga, ki preživ na njo in na njeno odločitev, in ob vsej izobrazbi, ki je lahko deležna, se pravi, se odloči za burko. Če pa gre tukaj za to, da greš tukaj neka neizobražena punca, ki jo pač družba sili v to, da mora biti tako zapakirana. Koliko gre pa tukaj, zato pa jaz to razumem, ne glede religija tukaj samo izgovor za zlorabo. In za neko dominacijo moškega spola, ki je v teh državah kot je, ne govorim, da so te njihovi možje bistveno bolj izobraženi. Ampak daje jim pa religija to pravico, da z njimi počnejo, kar pač počnejo. In tukaj, jaz mislim, to je ta razlika, v redu, Evropa, krščanstvo, na ta način nima tega razlikovanja v oblačanju žensk in moških. Ampak, če se vrnemo malo zgodovini nazaj, skratka, kje sem ostal? Da je tudi to realnost, s čimer se strinjam. Skratka, krščanstvo je bilo, ta viktorijansko obdobje zdaj v bistvu ni bil bistveno različen od burk zdaj. Isto je morala biti ženska zapakirana od tukaj pa do gležnov, pa Bog ne daj, da bi imela razpete rokave, kakoli, ni bilo treba imeti glave prekrite, ampak tudi vam ni smela na ulico brez pokrivala na glavi in tako naprej. Čakaj, zdaj nadaljujem, se pravi, tudi krščanstvo je imelo to diskriminacijo med spodobnim za žensko in nespodobnim za žensko, ampak hvala Bogu, imeli smo pa vse pražetke, imeli smo 20, imeli smo vse to osvoboditev žensk in tako naprej. Tukaj Zahod je dosegel neke standarde in jaz mislim, da vsakmu, ki pride na ta Zahod, naj bo ženska ali moški, je treba svobodno izbiro, da se odloči, kako se bo oblačil, da pa ima svobodno izbiro, mora biti pa neko osnovno izobrazbe. Brez izobrazbe ni svobodno izbiro. Če nimaš izobrazbe, se ti lahko pove, kar hočeš. Dobro, ampak jaz ti zdaj čist ne verjamem, ne? No, povej za me skrbi, da mogoče malo bleferaš. Največ dopuščaš, da je izbira nošenja burka ali podobnih oblačil lahko stvar svobodne izbire žensk. Seveda, absolutno. In kakšno bi bilo potem tvoje stališče, če bi verjetno na tvojo zgroženost ugotovil, da velika večina žensk ta oblačila res nosi svobodno. Kako bi se pa takrat odzval? Ali misliš, da je to nemogoče? Ker prej si rekel zapakirati v škatlico. Ti vsako žensko z burko razumeš kot človeško bitje, ki je zapakirano v škatlico. In da je to nemogoče, da bi bilo kaj takega svobodne izbire. Seveda nemogoče, jasno. Čakajte. Mami bom zmogel sam. Ja, mami, boj! Čakajte, bo pa kar nekaj mesec, da je treba počasi za roko začeti drhati, ker se mi zdi, da se je malo prestrašno. Ne, to pa mama ima pa vedno pravico do komentarja.
integracija. Nekam, danes je pa materinski večer. To bi vas zadan še nami malo nekako. Veste, kaj je danes? Obletnica otvoritve oziroma postavitve Prešernovega spomenika. A še to? Muzo. Muzo. In zgroženost nad to muzo. Vidim povezave. Mogoče kakšna povezava. No, kar hočem reči, ne? Ja, škoda, da ni še moje mame danes tukaj, ker ona se tudi uglesila. Če ne drugega, mi že 3-krat vprašala, če sem na pripihu. Hvala sem reči. Jaz seveda dopuščam možnost, da se ženska iz religioznih vzrokov tudi zelo izobražena, če tako verjame, da je to dejansko nujno, ne, da se bo oblekla na ta način. Absolutno obstaja možnost. Ampak po drugi strani, ne, imaš pa tukaj ogromen žensk, ki prihajajo iz Saudske Arabije, ki so, ne nosijo sicer burk, so zavite, ne, zakrite, ampak ko pridejo v Zahodno Evropo, spravo govorimo o teh bogatejših Saudicih, se one oblečejo v najnovejšo, ne vem, rečva Chanelovo modo in hodijo sproščeno kot evropejke po ulici. Se pravi, doma so nekaj prisiljene, kar tukaj ne počnejo. Ampak tudi govorijo, se pravi, te Saudici, ki si to privoščijo, ok, Saudici so po defaultu bogatejši od mene, pa tebe, tudi unke pri njih čisto poprečuje res bogatejši. Kaj pa ti veš, kje imam jaz reču? To je, no, kaj pa ti veš, da so moji varianti? To je res. To je res, ja. To boš pravi, nek spokaj, če bi na zadnje čase, tako da... Imalo pa. Tako da, hočem reči, da te ljudje imajo neko določeno precejšno izobrazbo, ki je drugačna od unih najrevnejših slojev, ki nimajo končane, osnovne šole končanih stopne pismenosti sploh, ne, ker največ ženski nosi burke iz Afganistana, kjer je izobrazba pač najnižje možno, ne, v islamskem svetu. Ampak nosijo jih tudi ženske, mlade dame, ki živijo v Sloveniji, ki izhajajo iz družin, kjer jih mame, očetje in partnerji ne prisiljujejo v to. Sam ne burke. Kaj še niso videli nekaj? Ni. Imaš je zakrite, zaruto pokrite, a ne? Hijab. Sama ruta te pa ne mo. Ne. Hijab. In si iskren pri tem, ko nam praviš, da to ne govoriš samo zato, ker te enostavno burka moti, ker te je moteča. Moteča mi je kot simbol točno te presije na žensko. Po tej strani mi je moteča. Če bi mi vse te ženske, ne, da bi šel delati med njimi anketo in bi mi podpisali, ne, vejte, jaz vam pa to pa to šolo končala, osnovno šolo sem končala, to pa to je, zdaj zavedam se tega, zavedam se vseh svojih pravic, ki sem jih v Evropi deležna. Tudi če mojega moža in družine ne bi bilo okoli mene, ki bi me nadzirala, bi nosila burko, me ne bi motila. Ampak skoraj pripričan sem, do tega ne bi prišlo. Res, to me malo presenetilo, da tako zelo močno za izobrazbo ja, res, mislim, to povezuješ. Jaz bi si želel, da so taka vprašanja tudi povezana z možnostjo izobrazbe, z izobrazbo, ampak pa se recimo spomnim na parlament slovenski, pa na vlado in recimo v to ne verjamem več. Ne? Kaj se ti zdi večji problem? Da bi v šoli predaval dijakinjam in študentkam, ki bi bile odete v burko, ali da moramo v šoli predavati tudi dijakinjam in študentkam, ki v šolo hodijo dejansko na pol gore. Kaj zate večji problem? Iz nekaj tehničnega profesorskega vidika bi bila burka večji problem, ker nikoli ne bi bil prepričan, kdo je pod njo. Se pravi, bi lahko ena A študentka odgovorila še za vse svoje prijateljce. Ampak bi docela. Bi vedno pravilno odgovoril. Čeprav Cererja, a veš kako bi Cererja spoznal? Ker bi etiko vedel. Ali kaj razmišljam? Razmišljam, recimo, da bi tebi tisto vstaništvo uspelo v tem smislu, da bi res bil nekam izvoljen. Ne da tem, jaz te imam zato ti ne prvošam, da bi bil izvoljen. Ne, ampak recimo, da se ti zgodi ta groza, predvsem pa Andrej pa tvoji družini, da se zgodi ta groza, da si ti izvoljen in recimo postaneš minister. Minister za kulturo.
In si zdaj poskušam predstavljati, če bi bil še tak Jack, takole še tak frajer, takole sproščen, lepo človek, ne, res ustajniški tip civilno-družbenega aktivista, ki bi enkrat postal minister. In se predstavljam, recimo, če bi prišel, če bi sploh hotel priti na pogovor v Trebarjevo hišo, predstavljam se te, da bi prišel v enem rekelcu, v enem kravati, zategnen do vratu, da bi mi mogoče meni pa ostalim prodajal tukaj floskule in tako naprej. Ali se ti vidiš v tej vlogi? Ne, v bistvu se ne, sploh ne kot ministra za kulturo. Ti bi bil za Mramora? Če bi meni Mramor začel razlagati, da mora pri kulturi rezati. In da gre pod ta 2,5 BDP-ja, kjer bi moral biti, ki je evropsko priporočen, bi verjetno šel do prijatelja Jakova Marušiča si sposoditi en lugar in stopil do njega in najprej v koleno strelil, pa rekel, zdaj pa podpiš, da gremo na 2,5. Tako da jaz nisem za minister. Ti pa bolj radikalen kaj jaz? Ene stvari so, ker je ničena toleranca do njih in jih ne prenašam več. No, da ostaneva resno, nedvomno. Ne predstavljam, če bi bil izvoljen, si predstavljam, da bi bil verjetno en tak... A si vizualiziral naprej možnost, da boš izvoljen? Trček je, ne? Je izvoljen, Franc Trček, ne? In... Misliš, novi slovenski... Združena levica. Ja, Jožef Jerovšek. Če mu tako rečem, jaz mu ne bi tako rekel, ampak jaz rečem, on se boli, kolikor se mora boriti za to, kar je verjel, izpade, kako praviš Jožef Jerovšek, ne verjetno bil jaz tudi nekaj. To, kar on, torej jaz... Ne bom. Ali pa... Pustuj imena pa primke. Luka Mesec se mi zdi dela najboljš, kar dela, ima tudi dober kadar od zadaj, ki mu pomagajo, ampak... No, ampak si ti sebe vizualiziral, to me zdaj. Ne, nisem. A si vedel, zakaj greš v to zgodbo? Si imel plan? Plan je bil ta, kar sem rekel od začetka, ko so se začeli demonstracije, da bom šel peljati zgodbo do tja, do kamor zmoram. In tle, ker se je končal tako, kot se je. Kako se je končal? Naslednjem, pač nisem bil zvolen, zgodili se je to, demonstracije, proteste, vse skrat je... Kje si pa kandidiral? Solidarnost v koaliciji z SD. Zakaj te pa niso tebe kot enega izmed očetov tega gibanja postavili v eno tako okolje, kjer bi se vnaprej vedel, da boš skoraj zagotovo izvoljen? Misliš v Žideno rojstni kraj? No, nekam, kjer bi tvoji kolegi vnaprej vedeli, da boš skoraj zagotovo izvoljen. Kot nagrado za tvoja početja. Prvič zaradi tega, ker je šlo za koalicijo z SD-jem in so tja postavili svoje ljudi, kjer so bili prepričani, da bo izvoljen, pa še teh enkrat ni bilo. Drugič zato, ker se mi zdaj pa čisto prav v svojem kraju. Ne glede na to, da vem, da je to ruralen, da je tukaj ta NSI zelo močen, Ljudmila je v bistvu iz istega kraja in tako. Ampak se mi zdaj prav, če sem tukaj doma, se prav, če se grem to, moram to zgodbo pojela doma. A je tvoje pisateljevanje hobi? A je to tvoj poklic? Kaj je to? Rad bi, da bi bil poklic, ampak glede na plačilo tega poklica je pa bolj hobija. Dobiš ti za knjigo, ki jo zdaj dobiš plačan? Ja, absolutno. To sem pa... A je to skrivnost ali so to kakšne javne številke? To so javne številke. Tukaj se pač po avtorski poli je, da ne bi mogel pogledati v pogodbo, 200 € je avtorska pola, nekaj tacga. Ok, koliko pisatelj dobi za tokle debelo, debelo doma? Zelo odvisno od založbe. Tukaj pri Belestrini, ki je zelo fair plačujem, ki se zelo drži vseh teh pogodb z ministrstvom in vsem ostalim. Mislim, da bi tole morali biti okrog 4 ure. Nisem pa še drugo plačan, ker smo zmenjeni, da mi zdam račun šele jesen. Zato, ker meni preprosto. Misliš, da bi ljudje to 4 ure za knjigo razumeli kot ravno prav, premalo ali bistveno preveč? Ja, če pozamaš, da je en roman, ki ima neko težo in neko kvaliteto, pišeš približno 3 leta in te 4 ure razdeliš na 3 leta, tukaj mora pač vsak sam pri sebi presoditi, da je to premalo ali ni premalo. Zakaj pa, če ti nekdo reče, pa hitreje piš, da boš prej končal? Ja, fino, rekel probi.
To bo pol leta, bolj 4000 evrov. Ja, Ne? super. A si se zdaj pogovarjal z običajnimi ljudmi o tem, kako gledajo na kulturnega delavca, ne? A ti si samo zaposlen? A si bil kdaj v življenju brezposeln? Prijavljen na zavod za zaposlovanje. V bistvu sem bil od leta 2010 do 2015. Prijavljen na zavod za zaposlovanje in si dobival nadomestilo. Dobival sem ga v 4 mesece, ko dobivaš, ko izgubiš službo, pa da načeš. A si ti tudi mogel kot prijavljen na zavod za zaposlovanje hoditi na te tečaje, pisanja prošenj? Ja, to sem me poslal. A res? Res sem mogel na tečaj pisanja. To mi povej, to mi povej. Ja, to je bila Ti kot pisatelj, ki daš knjigo za 4000 evrov, ja. moraš jeti kot prijavljen na zavod za zaposlovanje na tečaj, kako se napiše prošenj. Tako, ja. In moraš nujno jeti. Moraš nujno jeti. Drugač to ni status, drugač te ni več, ti izbrišeš bez tega rata zaposlen. In si šel. In sem šel. Pa se naučil napisati odmah. V bistvu ne, pa sem pa tam rekel, da sem pa neki bolan, pa da ne bi mogel hoditi, ker Una rekla, se je v redu. Se pravi, si malo večkrat koruptiven. Ja, z boleznijo sem se tukaj... Ja ne, čakaj, nisi tega naredil. Nisi naredil to, kar bi moral. To je res, ja. Lenart, ali boš vstopil? Z mesta brezposelnih absolutno. A dojemaš to kot hudo žaljenje človekovega? Absolutno. Sploh ta naš zavod, to njegovo funkcioniranje, pa na to, koliko oni dejansko komu omogočijo, koliko zaposlitev. Je samo sebi namen. In bi ga bo treba kot takega prvega vse te zaposleni, ki so tam dati na ta isti zavod, kot iskalce zaposlitve. Točno, In v bistvu ne življenjska neka zadeva, ki je nujno potrebna reforma. Tle sem se pogovarjal tudi z direktorico zavoda in se tudi strinjala, da absolutno, da se oni trudijo za reformirati tega. Ampak takrat je bila še vlada Vih Bratuškova, ko smo se te omenili. Rekla, da na vladi se absolutno nimajo sogovornikov. Ministrica Kopačeva, je bila takrat tudi že za to socialo in delo in te zadeve, enostavno ni imela časa z njo zares predebatirati te zadeve. Skratka, zavod sam se zaveda, da ne more delati tam zakonski okviri, mu ne omogoča drugačnega pristopa, pa drugačnega načina. In so to vprašanja, ki jih je možno, misliš, z voljo razrešiti na kratki rok? Jaz mislim, da je zelo hiter, ne? Da so te sistemske spremembe z voljo, pa z nekim delom v doglednem času možne. Absolutno so, ne? In veš, tukaj ne bi te tečaje na zavodu smiselni, ne? Ampak ne tečaje v bistvu ti, kako boš pa ti zdaj pravilno pisal, pa da moraš priti na razgovor, pa na perfumiran, pa da ne smeš smrdeti, pa tako naprej, ne? In nekdo zasluži, da bo ti tečaje? Zelo, masno zaslužijo, seveda. Niso pro bono, ne? Ne, niso pro bono, ne, seveda ne. Možete profesore, ki to predava, profesor, ne? Ampak, hočem reči... Ni pa neč o etiki tam neč. Ne, etiki niso ne, kar je pa tukaj nujno, omeniti, je, da če bi pa te tečaji naravnani bolj na to, da se pa jaz mogoče kot brezposeln, pa me začim recimo zanimati, pa zdaj da bi pa jaz delal neke računalniške aplikacije, mogoče bi pa to delal in bi šel tukaj na tečaj in da bi imel ta moj mentor tukaj avtomatično navezave na firme, ki iščejo take ljudi in bi te poslali, da taj pa meni končal, je nadarjen, tole ga zna dela, dajte ga vzeti. In, a veš, da bi bila neka ta življenjska povezava, in to si zavod želi vzpostaviti, ampak ne more, ker ima zakonske omejitve take in take. Oni dobivajo toliko sredstev države, evrosredstev in tako naprej, ki so namenjene točno tem nekoristnim tečajem, kjer ti povejo, da moraš naperformiran na razgovor. In se pravi, tukaj je ta večen absurd te države, da gre tukaj ogromno nekaj denarja za ene zadeve, za kjer vsi vejo, da so same sebi namenjeni. Se pravi, tudi te na zavodu vejo, da so same sebi namenjeni. Ampak tisti, ki bi lahko kaj spremenili, niso pa pravi spremenili. In to je ta naša večna država, pa to po mojem nisem zavod, malo ulavši trpi za te, ki to brezposelni, ampak so tukaj verjetno še ogromno nekaj zadev, ki se jim dogaja zelo podobno, da v kulturi ne govorimo. Ti si pa izobražen, si zgodovinar, pa filozof. Pa filozof, ja, nisem diplomiran kot. Ne, absolvent sem bil, tako kaj se je. Se pravi, nisi zaključil. Po izobrazbi sem družboslovno-jezikoslovni tehnik. Družboslovno-jezikoslovni tehnik? Tehnik. A to je bilo še takrat, ki si bil, ja. Usmerjeno izobraževanje. Ja,
Pa si daj... Tu je ta problem izobrazbe, ko si prej omenjal, burka, ženska izobrazba. To je ta kompleks ali... Verjetno, sigurno to. Ja. Čak, zdaj sem iz igre, moram priti nazaj noter. Ker če mi kdo pride v dnevno sobo, pa se malo... Zbegaš. Ja, ne. A nisi ti poučeval nekoč v šoli? V srednji šoli? V srednji, gimnaziji Moskva. Pa si se naveličil? Ker se ti na ljub dela, pa pa... Ne, veš kaj sem jaz del takrat. Zdaj si doma na verandi, Andreja ti prinese kavo, v copati si, v kopalnem plašču, v žejah, bližaš na pokrajino, poslušaš tričke, zdaj divkaš na računalnik, z Ediksom ti ni treba več popravljati, ti ni več tipkarskih strojev. Skončno len samo to, da mi... Delaš počas, da 3 leta je normal. delaš počas, ne, lahko malo pospešil, dobiš 4.000 evra in to je to. To je to in sem zadovoljen. To je res njen človek. In potem imaš toliko časa in se pač na ljub, greš malo na ta druženja javna. Ja, ne pa še škodljive misli imam pa, ne, v sistemu začnem razmišljati. O tem, ker imaš preveč, ker imaš... A si bil zmeri, mislim, si se zmeri tako, da je... Imel sem en kratek obdobje, ko sem imel mačkem več las, pa sem jih dal pa spet stran. Si bil kdaj, smel dolge lese? Kot mulo, si verjetno bil agresiven zelo. 12 leta sem imel daljše. A si bil agresiven, ker bil mlajši? Si se pretepal? Ena taka, Špank je bil en tak obdobje, ker je Panker si? Pretepaštvo, pa vsega Panker si? zabavan. Nis bil pa nac. Ne, čeprav moram reči, takrat, ko je bila še ljudska milica, pa Rdeča zvezda, pa tako naprej, sem zelo veseljen s kaj Hitler salutiral, če sem rekel, da me kot saj vidite. Pač provokacija, pa hitro šibate. Da ne bo zgledal, da se knjige nočem dotaknem, tle imam par citatov, sem si počrtal, tam je zanimiv, recimo. Tle pišeš, ko si enkrat mrtev, si mrtev, raje bom užival, kar imam, dokler živim. A ti živiš na ta način? To te vprašujem zdaj zato, ker je tukaj stavil tudi tvoja družina, da bom lahko preveril resnico ljubnost tvojega odgovora, ker Andrej bolj verjamem kot te. Si ne bivši politik, tako da... Živiš na ta način? V bistvu do ene mere, ja. Ja, se ti je lepo, ne, sej. Ti se teljuješ. Ti se teljujem, ja, gledam pač... Rečeno imaš smer, ker je celo delo v službi. Zakaj? A je tako, vse je tako, Andreja, ne? To je lepo tako živeti. Ne, pa ti podpiraš to, mislim. Nikoli mu nisi rekla, da se bo zgodilo pred, ha? Lažje, ne? Kako je res v bistvu? Kaj je res v bistvu? Da se lažje. V bistvu, se veš, treba kar delati veliko stvari, ki ti ne paše delati. Pa ne zato, ker ti ne paše, ker bi bil len, ampak zaradi tega, ker so ti nekje pač nočeš početi, ne, ampak veš, da jih je potreba narediti. Eno od takih stvari je bila ta moj političen korak. Nekaj, kar je bilo treba narediti. Takrat se to pač počuti. Lenart? Ja. Ne, da bi si to želel. A veš, tudi prej, ko smo se dotaknili te srednje šole, ne, si rekel, zakaj sem jo pustil na zaključovanje. Je bil eno obdobje, ko sem zaključoval z neko določeno generacijo, tam Žiga, učenec, ja. In se mi je zdelo, zdaj, ko s to generacijo pravim, bodo prišle nove, s katerimi se verjetno nikoli na ta način zbližil, ker sem se z njimi zbližil. Po drugi strani se mi zdi pa to poučevanje, a veš, cel življenje si v tem krogu, ne, najprej si sam, na uni strani katedra, pa se pa na tej strani katedra. Kaj se pa dogaja v tem realnem sektorju, pa nikoli ne veš. In takrat me je začeli to grozno zanimati, kaj se tukaj dogaja, in tako sem pol delal nekaj časa v marketinških agencijah. Ja, copywriter sem bil en obdobje, pa sem delal na Katiju, oziroma za Tovalikom, kot v raziskave sociološke. Pa sem val knjigarni. Delal sem se sorte. Zdaj te moram vprašati. Torej, status samostojnega podjetnika je to, kar v življenju počneš. To je to, kar zdaj počnem. Kaj počneš to, kar zdaj počneš?
Zdaj, kar počnem, je to, da pišem knjige. In če tu in tam dobim kakšen projekt, ki mi ga da kdo zavoditi, kot mi ga je dala prijazna Vesna, oziroma smo skupaj delali za Koprsko univerzo raziskavo o dojemanju in prepoznavnosti Slovenije, ki z veseljem zagrabom knjiga narediti. Je pa spet, odkar je ta kriza, kot zunanji sodelavec, bistveno težje dobiti kakršenkoli projekt, kot ga bo dobiti pred 2007, ko so firme outsourcale, zdaj pa firme hočejo vse imeti pač v nekih imajo zaposlene, da naredijo vas posel, in da dajo račun. In je to bistveno težje prije teko. In na ta način dovolj zaslužiš za to, da lahko ti in družina primerno živite. Zaslužena, jaz ne. Aha, se pravi, se šlepaš. Čisto, absolutno. Aha, zakaj se pa šlepaš? Zaradi tega, ker je težko dobiti za ta kader neko službo, nekaj časa. Pa deli kaj drugega, da se ne šlepam. Poskušam. Imaš idejo? Nimam ideje, ampak a vezi kaj te, mogoče, bom skrajno butast vprašal, ampak vendarle sem te hotel to vprašati. Recimo, še en citat iz knjige, ne? Kratek stavek, tukaj je pač nek dialog in piše, ni potrebe, dobro nam gre. En podoben citat je tukaj tudi v nadaljevanju. Aha, no, tlele je. In to, tukaj sem pomislil na mojega prijatelja Boštjana Videmška. Tle imaš Marko odkima. Ne, vse je tako dobro, kot je le lahko. In zdaj razmišljam. Če lahko človek, ki je samostojni podjetnik, samostojni kulturni, lapsus, ja, samostojni kulturni delavec, primerno živi, pa več kot znosno, živi uspešno, kvalitetno družinsko življenje. In je bistvo njegovega dela, da vsaka 3 leta izdaje roman, ki ga lahko doma v miru piše, tako kot želi, svobodno, avtonomno se izrazi v tem romanu in tako naprej, ni problem z založniki, ne rab stricov iz ozadij, verjetno to nimaš, ne, in tako naprej, in zato dobi še nek honorar. A to vendarle ne pomeni, da še vedno živimo v družbi, kjer ni potrebe za bistvene in radikalne spremembe, ker nam gre dobro. In kdo so tisti, ki jim gre dobro? Tebi gre potem dobro. Meni gre dobro. Jaz imam, če tudi... Jaz bom absolutno rekel, da mi ne gre dobro. Aha, ne gre? Ne, absolutno ne. Kako pa živiš? Lahko živim, ampak to je že dovolj, če živiš, to je že to pomeni, da ti gre dobro. To je zdaj moje vprašanje. No, jaz sem tega prvi zastavil, tako da ti odgovorim. Nekoč sem, pred leti se spomnim, torej zdaj bi rad govoril pa o socialnih vprašanjih. Torej tvoja knjiga, tvoj roman naslavlja socialno-družbeno realnost. To je knjiga o socialnih vprašanjih, to je knjiga o ekonomski politiki, to je knjiga o podjetniški svobodi, to je knjiga o človekovi pozverinjenosti, o sistemski prisiljenosti človeka, da zgolj zaradi preživetja izkoristi nevednost, naivnost, drugačno slabotnost drugega človeka. In se ob tem enostavno ne sme spraševati o moralni upravičenosti tega, ker sicer tvega svojo golo eksistenco. In zdaj, moje vprašanje. Bil si na robu politike. Morda boš nekoč prestopil ta rob politike, morda boš izžreban. Moja teza je, da bi v Slovenijo vrnili demokracijo, če bi na naslednjih volitvah enostavno izbirali žrebom. Jaz mislim, da tako visoke stopnje demokratičnosti v Sloveniji še ni bilo. Najprej sem imel sicer idejo, da bi imel volilno kampanjo brez zvoka pa brez slike, da bi na pamet intuitivno izbirali kandidate, ker slabše moramo izbrati. Pa sem pa mislil, da bi pa mogoče žrebali. Ampak to sem hotel reči. Ampak to žrebom je že bilo, veš? To so imeli za evropske volitve.
Damjan, pomagaj mi, kaj je bila že ta skupina državljanov, ki so to naredili, kjer so izbirali prek Facebooka kandidata, ki bi radi evropski poslanci, se je prijavili par stop in se žrebali samo listo na teh stopih. Ampak da bi prav na državni ravni imeli tako, kot včasih. No, in zdaj spomnim se na mojega prijatelja, Boštjana Videmška, ki je večkrat že poudaril. V Sloveniji še vedno večina ljudi živi absolutno predobro. In mi v tej družbi smo privilegirani. Sploh pa mi govorimo o sebi, mi smo pa najbolj privilegirani. Ne vem, jaz poučujem na univerzi, on ima poklic, je novinar, ukvarjamo se s športom, gremo kamor hočemo, delamo kar hočemo, izdajamo knjige, pišemo članke in tako naprej. Preveč ljudem v tej naši družbi še vedno gre bistveno predobro, zato, da bi lahko upali, da se bo kaj spremenil. Zakaj bi se kaj spremenil, če veliki večini ljudi gre zelo dobro? A je to napačna percepcija po tvoji ljudi? Ampak ti dejansko verjameš, da jim gre dejansko take količini ljudi toliko dobro, da se zaradi tega nič ne spremeni, ali da se nič ne spremeni zaradi tega, ker gre taki masi ljudi toliko slabo, da se ne upajo več vam pridati s tem. Ker problem Slovencev, ki se tukaj v knjigi najbolj dotakne, je to, da se ne upajo govoriti o svoji revščini. Ne upajo se govoriti, da gre slabo, zaprejo se za štiri stene, skrijejo se. Biti brezposeln, biti na zavodu je sramotno. Ni sramotna družba, ki te je pahala, da si ti tam tja, ker je ukila pač tvoja firma in karkoli. Ampak je sramota to, da si ti tam. To je tvoja absolutna krivda. In to te stigmatizira. To te stigmatizira. In tega je ljudi strah. In zdaj se pravi, ker jaz pa mislim, da gre toliko ljudem slabo, a veš, da se ne upajo s tem vam pridati in da zaradi tega ni spremenjen. Seveda gre tukaj večini ljudi, se pravi, rečemo, tej kritični masi ljudi še vedno zadovoljivo dobro. Se pravi, zadovoljivo dobro, oziroma ne grem dobro, grem zadovoljivo. Se pravi, vežejo prvega s prvim, toliko in toliko položnic ustaja neplačanih, ampak se jih lahko enkrat poflika. In to je ta realnost, obenem pa kidajo kufe za nazaj za puno, zlato obdobje, o katerem smo prej govorila, zaradi katerega volijo Cerarja, ki so si nabrali takrat kufe in zdaj vračajo. Prej ni bilo drugače možno predostrovanje, oziroma zdaj to čez meri razen kreditov, ki te zaslužnijo za celo življenje. In tudi to, evo, ta razlog, ta zapufanost je ena od stvari, zaradi katerih se ljudje ne upajo zares upreti in prideti vam. Ker kaj pa bo, če jaz izgubim službo in ne bom mogel več servisirati svojih kreditov? Raj bom pridem pa tih in naredil, kar se od mene pričakuje. Vsakič se 1. maja, jaz se vedno razburjam, kakšni smo Slovenci, toliko radi, toliko ljudi se ti tako ponosno pohvali, veš, jaz delamo po 12 ur na dan, pa jaz delam 16 ur, veš, imam tak delovni mes, delam tako. Ja, tvoj dedek je šel na ulice, na Zaloški so jih stradali, zato ker so se borili za 8-urni delovnik in ti ga tle kršiš zavestno, ker se zdiš samo sebi car zaradi tega, da lahko delaš 12 ur, zdaj se pa bolj pomembno. Pozumeš, to se mi zdi ta paradoks slovenski, ki je treba biti. 8-urni delovnik je naša pravica, 40-tedenski delovnik je naša pravica. No, vse ni samo slovenski paradoks, Tu ni samo slovenski, seveda je, zahodanje, ki se je začel nekje v 80. Se pravi, za Japonci, češ Japonci so to pridni, zdaj z Amerike je prišel z Reaganom, Japonci nas bojo prehiteli, ker delajo več, mi moramo delati več, to se to šireno se. In v bistvu, tukaj mislim, da je ta moment, da če zmeri ta samokritika, češ, dober sem, ker delam 12 ur in če ne bom delal 12 ur, bom zgubil svoje delovno mesto, ne bom mogel servisirati kreditov, padel bom dol, najdo se bom na podno, zato imamo pač, vidiš vedno ene reveže, ki fihtarjajo, ali pa so brezposelni, ki že poznaš, ki je brezposelni, pa že požli, pa se bom znajdu tam kavun. Ne bom. To je ta politika strahu, ki nam jo ves čas ulivajo. Ta strah je najhujši. Zaradi tega sem za ta roman izbral to temo, se pravi zavarovalno agencijo, ker zavarovalne agencije pa najbolj temeljijo na nekem neodejanjenem strahu, ki se bo morda nekoč zgodil. Zaradi tega so stare mame, ki komaj živijo, ki nimajo za račune, ki imajo vse, ampak bo še malo plačala za penzijo, mislim, še malo plačala za varovanje, zato da ne bo kaj v eno jamo za reveže vrgel, ampak da jo bojo dostopno pokopali. Ali pa kako. To je ta družba, ki nas je ohromila s tem strahom. To se mi zdi, da je ta največji problem.
ne to, da nam gre dobro. To nezavedanje tega, da nam gre pravzaprav zelo slabo, da nam gre toliko slabo, da se moramo upreti, ampak ta tolažba, Sirice, njim gre se res slabo, nam gre pa še dobro. A zdaj bojo pa oni standard, zdaj bojo pa eni obožani narodi, ki so jih, ne Slovenci, hvala Bogu, tlej pri tem ropanju sveta nismo svetovali, ker smo bili kolonija vedno, tako da vsaj te krivde ne nosimo svetovne, ampak ki so te, ki jim gre pa zdaj najboljša, jih pahnejo tja, te revaže, ne morejo biti oni standard. Standard so tisti, ki jim gre zdaj boljš kot nam. To bi si mogli zastaviti. Standard so Švedi, standard so svrnjaki. Komu pa gre boljše, po vajenem mnenju? Po mojem mnenju, jaz mislim, da bi tem skandinavskim državam preklet doba. Že Avstrijcam so stabilni, ampak spet zaradi tega, ker so boljše organizirani kot družba. In kaj pa pomeni to boljše? Boljše organiziranje pa točno to pri Avstrijcih, oziroma pri Skandinavcih pa še manj, ne boš slišal, da nobenega od njih nam gre pa predolgo. Rekli bodo, da jim gre to, kot si zaslužil. In to moramo začeti sami zahtevati. In ta empatija pred njih, se pravi, ki se odraža pred temu in plačevanju davkov, da davki grejo državi zaradi tega, ker gre to za te socialne in vse ostale potrebe in je normalno, da plačaš davke. Pri nas je pa normalno, da čim ti gre mogoče mečkam bolj, da malo zaslužiš, da ne mora pa enega sposobnega računovodja najti, da mu pomaga na tega državo, da nam plača davka. To so te Slovenci, ki same sebe skozi okoljen streljajo. Verjetno gre tukaj malo za ta zgodovinsko dejstvo, da je v bistvu Slovenija bila več čas v neki tuji državi, in če nisi prišel davkov v Avstro-Ogrski, nisi prišel v Cesarju, če ga nisi v Jugoslaviji, nisi prišel za Beograd, zdaj, če ne plačuješ davkov, ne plačuješ za Brusel. Ampak ne, naša država je. Tega zavedanja, da naša država ni nek tujak, ampak da je to naša last. Tega zavedanja ni, tega nekak Slovenci nismo uspeli ponotraniti v teh 20 letih, kar imamo v državcu. Tony Judd v čudoviti knjigi Deželi se slabo godi, ki jo vsem priporočam kot nujno branje, mali učbenik politične ekonomije in politične morale, ki dokaže, da so vprašanja vloge države v ekonomiji in v sociali tako enostavna lahka, da jih tisti otroci v 5. razredu osnovne šole razumejo in dejansko jih razumejo. Jaz sem za doktorat enkrat bral eno ameriško študijo izdano v knjigi, mislim, da je Kislov avtor, kjer so spraševali otroke, stare od 5 do 9 let, vprašanje, ki jih mi danes postavljamo politikom v smislu politične legitimnosti. Kaj je spodobno, kaj je primerno, kaj je upravičeno, kaj je razlika med legitimno in zakonito in tako naprej. In so ti otroci podajali dobesedno take odgovore, kot sem jaz, ker sem hotel s tem doktorirati, podajal zaključke v svoji dizertaciji, pa so te zaključki glede na politično realnost danes znanstvena fantastika. Da se vidi to spodobno, to bi zadnjič padali na pamet, sem bral v temu RTV portalu, zdaj imena malo ne bom, ampak se veste, ta novi direktor kliničnega centra, ki mu je očitano, da ima te firme naslamnate po celi Evropi, oziroma par po Evropi. In je bil pač temu možakarju, ki ga je kandidiral, so ga vprašali, kaj misli o temu, in on je rekel, to zame ni sporno, ker ni kaznivo. To se mi zdi ta ultimativna neumnost. Če je nekaj neetično, je sporno. Če je nekaj kaznivo, ni sporno. Če je nekaj protizakonito, pa je kaznivo, to ni sporno. To je jasno, to je črno-belo. In tukaj, da tukaj mora zavoro potegniti pri tem momentu, ko pridemo do spornega, zaradi tega, ker je neetično, tega ne delamo. Ampak se mi zdi, da je normalno, zdaj, če nekaj z njo je pa prav. In to je postalo, točno to je tudi po mojem prepričanju postal osrednji opredeljevalni element, značilnost, definicija slovenske javne sfere in slovenske politike, kar pomeni, da je politična morala razpadna. Ker ti veš, da vi veste, tudi ko govorimo o etiki, ni isto govoriti o etiki, a pa o morali.
Premijer že govori o etiki, ampak etika pač pomeni točno to, da on in njegova skupina ljudi gledajo na določena vprašanja zato, ker menijo, da je to za njih najboljše v danem trenutku, kaj se njim zdi dobro. To je etika, morala, univerzalna morala, ne? In tudi politična morala v smislu, kaj je prav samo po sebi, kaj je primerno, dobro in sprejemljivo samo po sebi, je nekaj povsem drugega. Ne? In pri nas politične morale že zdavnej ni, končala se je tisto trenutek, ko smo lahko dokazljivo ugotovili, da koncept odgovornosti pri nas ne obstaja. Ne obstaja pa od takrat, ko se je začel govoriti, morda je malo etično sporno ali moralno neprepričljivo, vsekakor pa ni zakonito. In če ni zakonito, potem je vse v redu. Kaj je zakonito, to se pa lahko v parlamentu spremeni od danes na jutri. In zame družba kot demokratična propade takrat, kot propade moralni temelj. In moralni temelj je propadel takrat, ko se je v javni sferi začel o tem govoriti. No in to, ta citat tvojega junaka v knjigi bi navezal tudi na to, kar si rekel, tukaj tvoj junak pravi, ljudje živijo svoje življenje, ponosni na svojo malo eksistenco, na svoje male dosežke, točno za to gre. Srečni so, zdi se jim, da nekaj imajo. Potem se zgodi kaj zares velikega in so zgroženi, ko vse skupaj zgubijo. In podobno jaz razumem naš družbeni vsakdan, tisti, ki so morda nekoč imeli nekaj malo in so to izgubili ali morda celo nič nimajo, jih je strah, da jim bodo tudi ta nič vzeli. Nič ti vzame država tako, da ko imaš nič, ti reče, da moraš še nekaj dati. In človeka danes v tem družbenem prostoru, našem slovenskem, tega, ki živi na robu, je po mojem mnenju strah točno to, da zdaj, ko je vse zgubil, bo država od njega še nekaj zahtevala, ker državo ne zanima, če že nič nimaš. Še ti je pripravljena vzeti in če ti nič ne vzame, ta država razume, da ti dela uslugo. Na drugi strani so pa tisti, ki živijo dovolj dobro, da jih je seveda strah, da ne bi živeli dovolj dobro. Ker v Sloveniji jaz ne občutam prave ideologije solidarnosti. Jaz v Sloveniji solidarnost ne občutam. Nasprotno, vsakič, ko preberem časopisni članek ali vidim v medijih, ko mi novinarji povedo, da je bil nek koncert, da je bila neka televizijska oddaja in da so Slovenci s pošiljanjem SMS-ov darovali za potres v Nepalju 4000 evrov. Biti solidaren, biti humanist na ta način, da sebe prepričuješ v svojo humanistično držo, s tem, ko zvečer v naslonjaču ob gledanju televizijske oddaje pošlješ SMS in daruješ 2 evra in reč temu solidarnost in z tega dela dosežeš. Zame je to zločin nad človečnostjo. In ne bom poslal SMS-a. Ne bom poslal SMS-a. In tudi javnega dogodka se ne bom udeležil. Bom prispeval na neke svoje načine, ki se meni zdijo pravilni, morda drugim ne, ampak SMS-a pa zagotovo ne bom poslal. Če bom dal 2 evra ali evro, bom dal mu gospodu, tamle pod mostom, ki igra na inštrument, ki izvaja koncert in me tisti trenutek naslavlja z iskreno, odkrito, subjektivno željo na jaz v tem trenutku njemu dam evro. Njemu bom dal evro. SMS-a za evro. Ne bom poslal. In dokler je tako stanje v družbi, je nemogoče, da se karkoli spremeni. In ob tem bi te vprašal, to te moram vprašati, ker jaz imam tebe res za pol politika. Zato, ker si sprejel možnost, da bi se šel to igro. Ali si bil presenečen nad Ciprasovim odstopom v Grčiji in nad njegovo potezo, ki jo zdaj mediji, komentatorji in tako naprej opredeljujejo, interpretirajo kot zlorabijo ljudce, naredil je nekaj čisto drugega, kar je obljubljal, požrl je besede in tako naprej, ali ti to razumeš
kako drugače. A morda razumeš tako, kot razume, oziroma pravi, da razume v predzadnji mladini Slavoj Žižek. Veš, kaj je pisal? Ne, nisem ga prav. Žižek je napisal v tem smislu, da je treba Ciprasa razumeti, da je prvič trčil v zid politične realnosti, ki si ga niti sam iskreno ni predstavljal, da je tako visok in tako debel, in drugič, da je trčil v to, ker je mene malo skrbelo, da boste vstajniki trčali, če vam bo kot vstajnikom uspel prevzeti oblast. Namreč, ni imel izdelanega plana B. Ja, sigurno. On dejansko ni imel politične alternative. Imel je idejo, ni pa vedel, kaj bo naslednji dan po večeru, ko bo zavrnil predlog Evropske unije. Da je imel alternativo, in sicer je imel jo v Varoufakisu absolutno, ki se ga je pa samo strašil. Kakšna bo alternativa prepoznam edini slije, ko preberem Varoufakisa? Ampak Cipras se tukaj v enem določenem momentu se je ustrašil posledic svojih dejanj in je hotel zatuliti s temi evropskimi bogovi, na kaj pa hvala Bogu, da je vstopil. Hvala Bogu, ker je šel toliko, je skrenil iz svoje poti, da je mogel vstopiti in se mi zdi prav, da je šel. Ne glede na to, kaj se bo za Grčijo dogajali. Po drugi strani se mi zdi pa, veš, točen ta grški primer se mi zdi en od razlogov, zaradi katerih me verjeten, nočem reči 100%, bom rekel verjeten, ker se nočem zareči, ne boš videl poslanskih klopeh. Ker vidiš, kaj se zgodi z državo, kot je Grčija, ki je bistveno večja kot Slovenija, ima bistveno več prebivalcev, ki so dali na temu referendumu Ciprasu 60% podporo praktično, ampak so jih vse vzeli. Se pravi, predstavljali si, jutri zmaga na volitvah Solidarnost. Ne, to si ne upam predstavljati. Ne? Recimo, da imamo celo nek plan. Ampak, a misliš, da bi lahko kaj spremenili, če ti Evropa ne pusti spremenice? Je zato, da ti zaprejo dotok Evropa. In če državi revolucijo, nimaš denarja, razen če imaš statistike, ampak spet koga boš menil, kaj boš naredil. In dokler ne bo ta neka evropska solidarnost, če smo že ista država tukaj nastopila na tej levici in se tukaj poenotila in zahtevala, začela rušati ta neoliberalni sistem znotraj te Evrope, ne bomo spremenili na način. Tega se pa ne bo zgodili, dokler bojo Nemci zadovoljni. Nemci gre pa res dobro. Ne bomo rekel poprečnemu Nemcu, ampak Nemčiji pa državi gre res dobro. Torej je usoda Sirize, hočeš reči, skupna evropska učna ura, predvsem za nas, ki se imamo za radikalne socialne levičarje, da se to zadevno v Evropi ničesar ne da radikalno spremeniti. Nepovezano ne. Zaradi levitana, ki nima enakovrednega nasprotja. Dokler ta levica, ki jo zdaj omenjaš, ne rata evropska internacionala, ampak poenotena internacionala, ne da so pač Siriza je tukaj taka kot je, v Španiji imaš Podemorski dela malo drugač, ampak tukaj na evropskem nivoju ne doseže nekega enotne ideologije in enotnih ciljev, toliko časa ta levica nima šans. Ker tudi če v eni državi dvigne glavo, bo je to državo odrezal in bo padel in se bo zgodili isto kot Siriza, kjerkoli zdaj. Ampak tvoja knjiga, in mene pa to bilo najbolj všeč pri tej knjigi, in tako jaz razumem, sporoča pa nekaj drugega. Sporoča nekaj, ker se trudim tudi jaz s svojim delom sporočati v javni prostor. In sicer, da se da pa še vedno narediti na ravni države ogromno tistega, ker pa vsakodnevno bistveno vpliva na življenje in eksistenco ljudi v tej družbi, predvsem malih ljudi. Morda smo nebogledni, ko gre za vprašanje Telekoma, ko gre za vprašanje Mercatorja, ko gre za tajkune, ko gre za politično korupcijo, ko gre za ministre, ki ne bodo odstopili, ko gre za veleposlanike, ki v tujini žalijo ugled in dostojanstvo naše države in tako naprej. Teh stvari ne moramo spremeniti. Tisto, kar pa lahko bistveno spremenimo, so pa ta vprašanja, ki navidezno zgledajo kot mala vprašanja, v bistvu pa neposredno vplivajo na eksistenco malih ljudi.
kako delujejo zavarovalne agencije, kako država nadzira finančne tokove, kako delujejo centri za socialno delo, kakšna je odgovornost tistih, ki vodijo podjetja, institucije in ustanove, ki delujejo na podlagi javnega denarja, kako delujejo sodišča, kako se pravice in svoboščine malega človeka na sodišču ščitijo, ko se znajde pred državo kot nasprotno stranko, kaj se poučuje v slovenskih šolah, kaj na cesti počne slovenska policija, kakšen je odnos zdravnikov in medicinskih sester v čakalnicah in v ordinacijah v zdravstvenih ustanovah. To so pa vprašanja, ki pa niso neposredno odvisna od velikega državnega aparata, ampak od vseh posameznikov, ki te male podsisteme in te institucije in organizacije vodijo, oziroma od njihovega moralnega kompasa, od njihovega značaja, od njihovega poštenja. In tukaj smo žal tudi odpovedali kot družba na celičanju. A ti deliš to razmišljanje? Ja, delim, seveda, ampak gled, tukaj si omenil šolstvo, ne, prej si omenil solidarnost. Tukaj se mi zdi en tak ključ do vsega skupaj. Mislim, ne, to šolstvo, kot je zdaj postavljeno, kjer otroke vzgajamo temu, da morajo tekmovati, kjer jim že začnejo v 3., 4. razredu, ne, na potihem govoriti, veš, ne preveč pomagati šolcem, ker enkrat se boste morda potegovala za isto službo in boste tekmovala. Boljši je, da on slabši od tebe. Drži se zase, skrivaj zapiske, ne deli zapiskov. Ne. To, a veš, da smo šolstvo spustili tok nizko padanje. Da so šolci ne prišepetavajo več sošolcu, ko je vpraša. Da si ne podajajo plonk cigarca. Da si ne pomagajo. Tukaj se mi zdi ta razkroj družbe, ker otrok ne učimo v to solidarnost. Pomagi prijatelj, to je najboljši prijatelj. Zakaj jih ne učimo? Ne, po drugi strani, morda bo me pa on enkrat službo, to boš od tebi slaš, po tebi pomagal v službo, ker sta prijatelja, ker si pomagata celo življenje. Tukaj, ne, to je ta razlika, ki mislim, da bi bilo treba operati v šolstvo, da razred more držati skupaj kot celota. In če razred drži kot celota skupaj, so to prijateljstva, ki trajajo. In se tudi naučijo več. Jaz sem imel to srečo, prej na Polanah, smo bili tak hecen razred, veš, nikoli nismo imeli nobenega, ki bi bil v 4 letih, ki bi bil popravca, in nikoli ni bilo nobenega obličenja. Hipno, ki je komu grozil popravc, se nas je par dobili in smo mu pomagali, tudi meni pomagali, ne, meni nemščina ni šla nikoli dobro, sem sta imeli 20 šolca vedno pomagala z nemščino, in vedno, a veš, en drugega držali gor, hkrati pa noben ni bil pa tist, da bi imel pa nekakšne ambicije, da bi moral biti odličnjak, pa presteti, pa izstopati iz tega, ne. Ampak seveda govorimo o 80-ih, ko so bili čez drugi časi in čez drugo vzgoj, ne, nas so vzgajali v tovarištvu, nas so vzgajali ob zgodbah o NOB, kako so ranjeni se nosili, ko se umirali en za drugega, ne. Mogoče so te zgodbe na nek način izklesale, to moja generacija, pa še par generacij za mano. Pa še tvoja, ne, sprav še nekaj generacij za mano, ne. Od samostojne naprej so izginile iz šola, ne. Ko sem učil zgodovino, ne, sem videl pri kolegih, ki smo imeli te okrogle mize in tako naprej, ker smo debatirali, ne. In ja, klasično vprašanje, kaj čem ta z drugo svetovno vojno, ne. V 4. letniku imam tam ene par toh katoliških staršev, pa je bil linčal, če bom ne začel treba v domobranci tako govoriti, ne, kako je lepe učbenik napisal, ne. Na svet, glej, zaključ 39, se te bojite vzcata z mano. In to je, in to delajo, ne, v druge svetovne vojne se v srednjih šolah in osnovnih šolah praktično nauči več. Zaradi tega, ker je problematična. Ne, ker se ne upaš pa pravic povedati, kdo je bil na ta pravi strani, kdo je bil na napačni strani, oziroma profesori se ne, mi smo šli do konca, ne, mi smo pa šli, mislim, da je do leta 60, nekaj daci. Če se ne motim. Ne boš potrditi, ampak hočem ti reči, to je ta problem, ko se pa kar naenkrat, ne, spet šolstvo, da se učitelj boji povedati svojo znanost, zato ker se boji, kaj ima nekaj eni starši, ki se pač ne strinjajo z njim. Halo. Ja, s tem se jaz zdaj vedno bolj srečujem, ker sem tudi v Kopru spet mogel pobegati z ene fakultete na eno drugo fakulteto in so bili na pedagoški fakulteti tako prijazni, da so mi zdaj tam ponudili azil in zdaj predavam bodočim pršicam, ne, učiteljcam, pretežno sem pa kaj sedaj, kakšen fant najde, predavam pa tudi starejšim, izrednim študentkam
in to, kar mi pripovedujejo o tem, kako se danes vodijo slovenske šole, kako se ubija svobodo mišljenja, kako se ubija resnicoljubnost, ne, da niti omenjam tega, da je vlada popolna gol administrativna in tehnokratska logika, to res nima ničesar več skupnega z izobraževanjem in vzgojo, ko greš pa na drugi strani brati slovenske politične dokumente in resolucijo o tem, kakšna naj bi šola bila in kakšna naj bi bila funkcija šole, si pa misliš, da si je te tekste zmislil sam Buda v najbolj razsvetljenem trenutku. Torej, ti teksti nimajo nobene veze s prakso. Koliko vas ste brali Lenartovo knjigo? Koliko vas je brali Lenartovo knjigo? No, pa se bom jaz, samo še eno vprašanje imam za Lenarta in potem se bom umaknil in vas prepustim vprašanjem za avtorja, če se strinjaš. Ne? Vprašal bi te pa to. Zakaj si na strani 62 pripisal svojemu junaku tole izjavo in kaj si hotel s tem povedati? Piše: Tile poskrbi, da bo javnost znala ločiti resnično moč slovenske literature, ki dosega mednarodno veljavo, od teh malih nepomembnih piscev, in na naslednji strani pravi tvoj junak, govoriva o pisatelju, ki uživa mednaroden sloves, ki se zaveda veličine predsednika slovenske vlade, njegovega poslanstva in ki mu je že ves čas brezkompromisno zvest. A boš razkril, kaj si imel v mislih, ko si to pisal, ali boš prepustil nam, da imamo v mislih to, kar imaš morda v mislih tudi ti? Lahko vam prepustim, nimam pa problema z razkritjem. Če želiš, ker to si s posebnim namenom. To sem pisal v 2012, začel pisati ta roman po leti 2012. In to je bil čas, ko je bil Taufer predsednik Društva pisateljev in ko se je ukinilo Ministrstvo za kulturo. In so ustanovili kulturniki Koks, to družbo, ki se je borila za vrnitev Ministrstva za kulturo in začela javno kritizirati Janšo takrat. In takrat, če se spomniš, so nekje potegnili nek dokument, pod katerem je Taufer bojda podpisal, da je delal za UNDA. Pol sicer kasneje z leti z meseci se je izkazalo, da pravzaprav, da vsak, ki je bil štipendiran in je šel za toliko pa toliko časa delati v tujino, da je obljubil, da bo obveščal po teh zadevah, drugače ga jih ne bi pustil v državi. Ampak to vem, takrat je Tauferja to zelo zlomilo, on je takrat čisto tiho. Takrat je Igor Goršič prevzel Koks, prej bil Taufer najbolj glasen, pa se je čisto strašen in bil tiho. Goršiča Tauferja nisem nikoli to niti se držno spraševati, ker kaj pa vem, ga ne poznam tako dobro, pa je to starejši kot to. Goršiča sem vprašal, kaj se Tauferju prej zgodil in rekel, da je to res prezadev. Osebno. In da absolutno ni mogel več, da ni zmogel tega bremena. Ko so ga začeli s tem obkladati, s takimi zadevami, takrat tega ni več zmogel. Ker je pa ta pisatelj, ki bi bilo treba na pedestal dvigant po takratni ravni, to pa prepuščam čist bralcu, da si predstavlja, kdo je to bil. Ki je bil tako zelo viden, javno prepoznan, bil brezkompromisno zvest takratnemu predsedniku vlade. Ti bereš knjige slovenskih avtorjev? Ne bom rekel vse, jih pa dosti. Par na letih prebereš. Jančarja bereš? Berem. Prepuščam vam vašega avtorja, Lenarta Zajca. Verjamem, da če ste prebrali knjigo, da imate kakšno vprašanje ali pa kakšen komentar za Lenarta. Jaz se umikam, ker sem bil že predolg. In vidiš, sem ti rekel, da bo izpadel kot intervju in je izpadel kot intervju, ker me nisi nič nič mi nisi. Tako vprašanje sem tako zastavljal, da sem... Izvolite. Evo, nekaj bi pa vse eno vprašal. V svoji knjigi opisuješ tudi enega begunca, ne opisuješ, ima celo neko vlogo v knjigi, ne? Ki konča svojo zgodbo z dejanjem, ki sigurno ni integracijsko, zdaj pomodno to reči.
To pomeni, da ne verjameš v možno integracijo beguncev v družbo. Verjamem v možnost integracije beguncev v družbo, globoko sem prepričan. Ampak ta konča to dejanje, kako ga, ne bom zdaj razključil zgodbe, ker za vse v neki še niso brali. Ampak on je končal zaradi tega, ker on je traumatiziran, ne? In on tukaj njegova travma dosega, ker z tega doživetja vojne kot otroka in je za čisto maščevanje. A ni ravno to stvar, ki se pri integraciji ne bi smela zgoditi? Lej, to pa mislim, da integracija nima s tem veze. Ne? Sej mogoče, če bi nekdo ubil meni nekoga, bi tudi jaz njega ubil. In mislim, da sem integriran. In srednja reč je pa to. Ne, tu včerka ima pravico vprašati. Pa če bi mene eno bil piti njega piti. To prav počasno. Andreja pa ne upa vprašati. Lenart, Ja. oče od Muci v knjigi ne, se pojavlja kot en stric Ljubljanja, na koncu pa transformira v neko drugo osebo. Kdo je ta stric Ljubljanja? Nočem ga definirati. Ne? In je bil absolutno pleko stric iz ozadja in Muci je meni vse, čeprav spet raje pustim bralcu, da se sam odloči, kaj je ona, ne? To je zelo različno, ampak meni ona je Hudičeva hči, se pravi, njen oče se ve, kdo je. Ne? Zdaj na koncu pač to vlogo malo po svoje spet. Ok, se pravi, si sami razlagali. Ja, tako je. No, še kdo? Karkoli skupnega Muci in sestra od tega iz koordinatov? Spet samo jaz iščem neko spet to prepuščam bralcu, da se odločim, ne, jaz kot avtor, ne, ko sem pisal, ne, imam to transcendentnost, ne, Muci je prehajal iz življenja v življenje, iz vloge v vlogo, ne, ker, mislim, pa meni, jaz kot avtor sem se odločil pri sebi, da ima to, ne nadnaravno moč, ampak to, transcendentno moč, oziroma transcendentno naravo, da je tega sposobna, tega prehajanja, ne, da je pač tukaj nekako večna. Ne. Ampak absolutno pa upam, da sem tako naredil, da jo bralci lahko doživljajo tudi kot tri različne osebe, ki so ženske in so ljudje. In zakaj predstavlja glavo v... Ker postavi stvari na svoje mesto. Točno to si napisal. Ok, v redu. Če daš nekaj, če verjamemo v ta, dve teorije sta teorija kaosa, pa teorija reda. In če teorijo reda podreš, se podela vse po. Če postaviš eno stvar na svoje mesto, začnejo pa stvari rešiti na svoje mesto. Teorijo kaosa je vse. Ja. Jaz bi nekaj vprašal, ki ga nisem bral. Zanima me pa, a je nujno, a je lahko knjiga samo zanimivo, lepo branje, ali je nujno, da noter mora biti sporočilnost in da lansiraš nekaj, se pravi, da razkrivaš nekaj, da nekaj naučiš, ali je, mislim, koliko recimo procentualno mora biti to moč knjige, ta sporočilnost, ali lahko, ali je dovolj, če je to samo lepo branje, zanimivo in tako. Tle imam odgovor, moj dober prijatelj, Miha Klinar, dizajner, nima veze z literarno teorijo ali kakorkoli, ki je prebral to, sem ga vprašal, kako on razume Mucija. Rekel, veš, jaz se s tem nisem ukvarjal, kot jaz sem samo živo, ko sem bral zgodbo. Mislim, da je to, to je pravica moje mnenje, ampak da je tudi ena zelo lepa pohvala. Ja, v bistvu, ja. Drljivo je zelo. Čirobina za mis. Aha, še Fenice. Andreja? Nisem slišala. Lenarta pa ni berljiva. Mlade Fenice, Marina. Moje vprašanje pa je, kaj menite, kakšne posledice za slovensko družbo bojo, če ne bomo rešili problem brezposelnih mladih, ki je en najbolj resnih v Evropi. Ja, tukaj, kot ste rekla, v Evropi ni samo v Sloveniji, samo s tem, da Evropa uspešno rešuje. Ampak jaz bi tukaj to stvar spet
malo zasukal, ne, zadnjič mi prolih, ne vem, kdo mi je razlagal, da je asistent, mislim, da na fiziki in da vsi te študente, ki jih on uči, da bo šli tako tujino, da se sploh ne razmišljajo, da mlade več v Sloveniji, da bi stavljali, ne. Ampak, v redu, njihova pravica. Ampak meni se po drugi strani, ne, spet je to pričakovanje, ne, teh mladih ljudi, ne. Izšolajte me, dajte mi vse, kar je, zdaj mi dajte pa še službo, pa dajte mi to zrihtati, pa dajte mi to zrihtati. A kdaj oni razmišljajo, da bi se tako vklopili v družbo, začeli družbo spreminjati tako, da bi to dobili? Ja, razmišljajo, poznam konkretne primere. Super, da so, ne, mislim, žal večina jih ne. Mislim, ne večina. Po mojem mnenju pa ravno obratno. Nimajo šans. Glejte, vi ste recimo predaval na srednji šoli, ne? Pa nimate visoke izobrazbe končane, ne? Jaz poznam pa 5 profesorjev, ki ne dobijo nobene službe, nikjer. Se to se mi zdi ta največja grozljivka, ne? Zdaj, da nam v Sloveniji od leta 2008 niso dali službo za nedoločen čas nobenemu profesorju, ampak samo od septembra do konca junija, se pravi s to dvomesečno prekinitvijo, da izkoristijo zakon, po katerem bi morali sicer ga zaposliti po enem letu, da je ta prekinitev, in mu dajo spet za določen čas. Ne, s tem, kakšen grozen handicap je to za profesorja? Prvič, absolutno ga je strah, ne, absolutno ne more delati, ne, spet imamo strah, ne more biti kritičen, ne more delati, ker se boji, da dobi to službo še, ne, naprej. Drugič, ne more vzpostaviti svojega življenja. Žal, ne, hvala Bogu, žal smo družba, ki je toliko izčrpala, ne, te rezerve, ki jih je naša generacija še dobila od svojih staršev, ki so jih dobili še od starih staršev, ampak te rezerve toliko izčrpane, da verjetno mladi ljudje praktično nemogoče, da pridejo do lastne eksistence brez kreditov. S tem, da se spet naprej zaslužniš, ne. Ampak spet te profesorji ne morejo priti do kredita, ker imajo službo za nedoločen čas, ne. Skratka, dejansko, ne, tukaj, kar se šolstva tiče, mislim, tukaj gre pa absolutna zasluga, da tlej pa je ena stvari, ki pa mora reči, da Janša nima vezno, ampak je Gaber tak, ki je to reč zamočil in zasral za generacije naprej. In pruvam po njem. Ampak še zmeri hočem reči, ne, da, kar sem prej mislil s temi mladimi, ne, da tudi, ko so bili te protesti, je bila nekak generacija mladih, ki se je održvala, je bila po diplomi. Študenti so bili ponovadi gonilo sprememb. Študentov ni bilo nikjer, ne, ker si govoril, študenti so rekli, vse brez veze, ne, se je važno, da gremo petek van. Ja, tako? Obupani so. Ne vem, če so, mislim, da ne. Mislim, da študentarija niti ni obupana, ampak se sploh noče poglabljati v probleme družbe, ki jih bo. Zato, dokler so, ne, dokler jih lahko zdržujejo starši, so zadovoljni. In jaz mislim, da tudi ta problem tudi nas kot staršev, ne, kjer kaj pa lahko mi naredimo, ne, proti tem moralnem propadu, ki si ga omenil. Absolutno otroke naučiti nositi svojo odgovornost, naučiti jih delati, naučiti jih imeti dolžnosti doma, izpolnjevati svoje dolžnosti, nič ni samo po sebi pomembno, pravica ne sme biti samo po sebi pomembno. In to je ta temelj, ne, ki ga kot starši zanemarjamo, ker hočemo svojim otrokom najboljš. In mi je groza, ker slišam od kolegov, ki predavate po fakultetah, da se prihajajo starši študentov razburjati k njim, zato ker je mulj dobil samo 6. Ne? Ampak to je drugo, Ne, je povezan. Ne? Povezan je pa zato, ker ta isti mulj skozi računa to, da bo boje neki rihto. Ne? In kako diplomira, ja, kje pa je zdaj moja služba? Ja, se taki dobijo službo, ne? Brez skrbi. Taki dobijo. To je pa absurdno. Vprašanje se ni na take nanašati. Ampak na tiste, ki so res pošteni, delovni, dobri študente, teh 5, ki jih omenjam, so vsi imeli same 10 skod in so danes brez službe. Ene 2 sta šle v tujino, a takole bomo mi zgubljali svojo inteligenco. Kaj bo slovenskim narodom brez kritične inteligence? Lepo vas prosim. To je resen problem. Mi nimamo prihodnosti, če bo naša kritična inteligenca hodila v tujino. Mi bomo, že zdaj nimamo svojih zdravnikov. Poglejte, kaj se dogaja na otroški kirurgiji. Vozijo v Izrael otročka, zato ker nimamo našega zdravnika. Mislim, da je to najresnejši problem v družbi takih. Ja, mislim, da zdravstvo se ne spoznam toliko, ampak zmer se mi zdi pa čudem, a res nimamo svojega kadra tukaj.
najboljši kader odhaja v tujino, veste. Ja, no, pa če bi ta kader Kukar kdo, pardon. Kukar kdo. Ne, vse kukar moj sin je doma. Išče doma službo. Samo jaz mislim, ne, da tudi te mladi, ne, ni dovolj, da samo vidijo. Včasih bi lahko to oni malo jezni, no, ne, da smo ta generacija, ki to že preživela res. Ta jeza se meni zdi ključna, meni včasih učitajo, tolikrat so mi že učitali, da se občasno preveč razjezim, pa da delujem preveč jezen, ampak jaz dejansko menim, da je pomeni živeti v takšnih družbenih okoliščinah, kot so zdaj naše, in hkrati imeti javni poklic, biti učitelj, biti intelektualec, se opredeljevati do teh stvari in biti človek. Jaz mislim, da si dolžan biti jezen. Ne? In mislim, da če nisi jezen, da se moraš vprašati, če si normalen. Ne? In jaz sicer ne psujem, ne kovnem, ampak prej sem za nalaž prvič v življenju. Javno, rečem. Ne? Ampak za nalaž sem javno prvič v življenju izrekel psovko, ne zato, ker bi bil na to ponosen, ampak ker bi mislil, da sem za to frajer, pa Jack, pa da si upam, ne? Ampak ker hočem s tem povedati, da nas okoliščine, ki so perverzne, silijo v perverznost. In če se hočemo pogovarjati z istim jezikom, je to jezik perverzij. Če tudi ga jaz ne odobravam, ker bolj odraža formo kot vsebino. Ampak v tem primeru, ko sem jaz to uporabil, sem to uporabil željo, da bi to uporabil kot vsebino, ne kot formo. In želim biti jezen in ostajam biti jezen. Ti si tudi prebral mojo knjigo, veš, da sem jezen in moram biti jezen. In bom še naprej jezen. Nate pa nisem nič jezen. No, hvala, jaz tudi nate. Lena, hvala ti. Hvala te. Vključujem prvi otroški roman. To pa verjetno najtežji pisem. Grozno težko, ker je problemi, ki so pozabljeni in jih boš še novo iskati, malo jih vidimo v svojih včerah. Pa se pa zelo veselim naslednjega romana, ki bo naslov Stranka. To sem te. Nisem se o tem pogovarjal. Prej sem te hotel vprašati, da boš napisal roman Stranka. Koliko tega otroškega zaključka? Mislim, da bo v 2-3 letih bo fer.